2. Duhoviti deček Jezus v templju, žrtveni dar starega Simona, uvodno vprašanje mlajšega pismovka. Ampak nek prav duhovit deček pa zato ni obupal in je dejal: vse dogajanje v velikem božjem svetu osvetljuje podnevi najsvetlejša svetilka in celo noč sama ni nikoli tako temna, da se ne bi moglo nikoli prav nič videti. Zakaj pa mora biti ravno tisti važni nauk, ki naj kaže najbolj jasno in svetlo ljudem pot k zaresnemu odrešenju, tako zapleten in nobeni duši razumljiv in dostopen? In deček, ki je starešinam to oporekal, sem bil jaz sam. In spravil sem jih v veliko zadrego, posebno še, ker mi je vso prisotno občinstvo jelo pritrjevati in je govorilo: pri Abrahamovem, Izakovem in Jakobovem Bogu tale deček je presenetljivo bister, ta mora še več razpravljati s starešinami in pismovki, zanj bomo položili zajetno daritev v darilno skrinjo. Nek zelo bogati Izraelec iz Betanije, to je bil takrat še živeči oče Lazarja, Marte in Marije, je izstopil in položil zame daritev 30 funtov srebra in nekaj zlata. Z namenom, da bi jaz smel dalj časa razpravljati s starešinami in pismovki. Starešine in pismovki so seveda oboje ročno in z velikim veseljem sprejeli veliki dar in tako sem dobil bogato odmerjeno priložnost udeležiti se izrednega, drugače in popreje nemogočega pogovora s starešinami. Iz Izaije pa je že odpreje obstajalo začetno vprašanje, katerega skrajno skrivnosten temačen odgovor je bil vzrok za obširno obravnavo, ki je sledila in katere bomo sedaj podali. Kdor jo bo bral z dobrim in ljubezni čistim srcem, bo iz nje pridobil mnogo za svojo dušo in svojega duha. Preden pa preidemo k tej večji obravnavi in ker sem imel bogato plačano svobodo govora, sem se povrnil k začetnemu vprašanju in pričel izpraševati starešine in pismovke o posameznih točkah. Začetno vprašanje pa je bilo iz Izaije, 7. poglavje, 14. vrstica in 15. in 16. vrstica dodatno in te vrstice se glasijo: Gospod sam vam bo dal znamenje. Glej, neka devica je noseča in rodila bo sina, katerega bo imenovala Emanuel. Jedel bo maslo in med, da bo znal zavreči hudobijo in izbrati dobro. Vendar preden se bo deček naučil zavreči hudobijo in izbrati dobro, bosta deželo, katere te je groza, zapustila oba njena kralja. Prvi del začetnega vprašanja pa je bil: kdo je devica in kdo je njen sin Emanuel? In kdaj se bo to zgodilo, da se bo svetu rodil takšen sin? Čas bi moral biti že tu, saj so v Jakobovi deželi že pred več leti vrgli s prestola oba njena kralja in ji sedaj gospodujejo pogani. Ni morda pred 12 leti v Betlehemu v hlevu rojeni otrok device Marije, katera je bila zaupana cesarju Jožefu, takrat še ne kot žena, temveč kot rejenka po starem templjskem običaju, tisti, zaradi katerega so prišli modreci iz jutrovega pozdraviti ga kot obljubljenega velikega kralja Judov, in kateremu sta dala Ana in Simon v templju pri obrezovanju pomembno spričevalo. Prav tisti Emanuel, o katerem je prerokoval Izaija. Torej, na to ne ravno nepomembno uvodno vprašanje je začel neki starešina, ki je bil prav oblasti želen stiskač, čvekati kar najbolj zmeden, nesmisel katerega ne bom navajal, ker me je ob vsem imenoval še za slabo vzgojenega dečka,
ker že nekaj vem o rojstvu iz ženske. Samo nek mlajši, bolj človeško izgledajoč pismouk se je temu uprl in povedal, da naj tu nikakor ne namiguje na slabo vzgojo, ker so dečki v Galileji zgodneje dozoreli kot v zakrnelem Jeruzalemu, kjer ne domuje nič razen razkošja in velike razvajenosti otrok. Lahko bi mi dali le že boljši odgovor, ker se je on zavzel zame, ker meni, da sem že odlično seznanjen z vsemi razmerami človeškega življenja. Naj se raje odstranijo ostali dečki in se potem govori z menoj po moško. Toda glavni starešina je brundal nekaj v svojo brado in zato sem vprašal tega bolj človeško izgledajočega pismouka o pripovedi o rojstvu v Betlehemu. Vendar je tudi on odgovoril prav na široko. Mlajši pismouk: ja, ti, moj dragi, prav mili deček, s to na srečo že popolnoma izginulo zgodbo, ki je svoj čas dvignila mnogo prahu, je sedaj in posebno v odnosu do nejasnih Izajejevih prerokb toliko kot nič. Kajti zdi se mi, da so starši, kakor sem čul, po herodijanskem pomoru otrok, pri čemer so gotovo zaklali tudi kralja Judov, kateremu so se prišli pokloniti iz jutrovega, sploh zbežali iz Judeje in morda sploh ne živijo več, kajti kasneje se o njih ni več čulo. Morda je kaj jarese na zadevi, kajti takrat je zbudila veliko pozornost. Toda nenavadno je, da je že par let kasneje vse izginilo v morju popolne pozabe. Da najbrž nihče več niti z zlogom ne omeni tega dogodka in se tudi ne splača vsem izgubljati še kakšno besedo. Simeon in Ana sta bila dva znana tempeljska zanesenjaka, ki sta izgovarjala svoje mesijanske pripombe o marsikaterem dečku v nekakšnem skrivnostnem smislu. S tem sta temeljito zanurela mnoge slabične starše. Ko je Bog dal postavo Mojzesu na gori Sinaj, se je tresla skoraj vsa zemlja in zgodba v puščavi je trajala polnih 40 let. In zato je moral skoraj ves svet priznati Jehovino vsemoč. Toliko bolj gotovo se bo v naš svet prihajajoči Mesija, o katerem je pel David, naredite široka vhodna vrata in visoke dveri sveta, da vstopi kralj spoštovan. Kdo pa je kralj spoštovan? To je Gospod močan in mogočen, Gospod mogočen v boju, široko odprita vrata in na stežaj dveri sveta, da vstopi kralj spoštovan. Kdo je kralj spoštovan? To je Gospod Sabaot, on edini je kralj spoštovan. Izkazal še bolj kot celo zemljo zatresajoč. In ti, moj mili deček, boš pa potem najbrž razumel, da je pri tem morala ubrati zadeva za že polnoma pozabljenim rojstvom v Betlehemu v zvezi z zaželenim Mesijo svojo zelo določene poti. Kakršnega ga je napovedal David. In kaj je potrebno poprej storiti, ko bo veliki kralj spoštovan iz nebes prišel k Judom in pomni tudi, da bodo veliki preroki pozvali vse Jude prav gotovo še več let prej, kakor Elija, ki bo v tistem času prišel pred Gospodom. Naj začnejo z delom, kar jim je veliki kralj David zapovedal, da se bodo dobro pripravili na takšen neznanski prihod najvišjega Boga. O temu razmisli, mili deček, in razumel boš, da neki Jehova Sabaot ne bo prišel na zemljo. Tako ceneno. Zato odidi sedaj in ne sprašuj več kakšnih reči. Na to šele sem izrekel že poprej znano pripombo, ki je pripravila bogatina iz Betanije plačati zame veliko pristojbino.
za razgovor, da bi mu omogočil nadaljnje ugovore in pripombe o mojem uvodnem vprašanju in da bi še več razpravljal o Izajevem besedilu, govorečemu o Mesiji, kajti on, Bogatin, opomba prevajalca, je bil eden redkih, ki so zdaj pričakovali kralja. Spoštovan, po Eliji, ne več v viharju ali ognju, temveč v nežnem vršenju sapice.